Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnjem športnem pogovoru gostimo nogometaša Žigo Freliha, katerega prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dober dan, hvala. Žiga, letnik 98, se pravi 24 let, vrsto let že uspešen nogometaš, vratar. Pa me zanima, glede na vašo višino, 1,97 m, bi prej pričakoval, da se boste ukvarjali s košarko. Kako je prišlo do odločitve za nogomet? Ja, veliko ljudi mi tu reče, da bi me prej pričakovali v kakšnem drugem športu, kot v nogometu, ampak enostavno, jaz še preden sem shodil, sem že bil na stadionu, pač oče je trener. Oče je bil takrat trener v nogometnem klubu Idrija, dva brata starejša sta bila že en čas na nogometnih terenih in v bistvu jaz sem čakal dan, da bom lahko naredil ta prvi trening, tako da zelo hitro je bilo zame odločeno, v katerem športu bom. Ste pa vratar in vratari tudi v zadnjem obdobju kar precej vratarjev v vaše višine. Ja, zdaj je ta nek modern trend teh vratarjev, je, da pač, če si pad 1,90 m, v bistvu ne moreš vrhunskega nogometa sploh špilati več, zdaj v bistvu so šle ta nivo igre je šel tako visoko, da v bistvu vsak centimeter odloča in vsak centimeter pride vratarju prav. Kako je pa prišlo do odločitve, da izberete prav mesto vratarja? Pa v bistvu jaz sem da 10 ali pa 12 let sem se še malo lovil, ali bi malo igral, ali bi malo branil. Sem bil še pol, samo v bistvu pol je pa prevagalo v bistvu tudi, da sem bil bolj slab pri laufanju. Sem mislil, da bo nekako lažje, če bom mogel ostal, sam v bistvu par let kasneje sem videl, da sem se mogoče malo napačno odločil, da bi mogoče bilo lažje, če bi ostal v Pulju, ampak ne obžalujem poteze, da sem pač takrat se odločil, da bom golman in hvala Bogu, da je bilo tako. Za vse tiste, ki spremljamo nogomet, dejansko imamo občutek, da golman več ali manj počiva. Sami pravite, da imate izkušnje, da temu ni tako. Ja, mislim, ljudi vidijo zdaj tistih 10 igralcev, ki pač kaj v polju. Golman je opažen sam, ki mora braniti oziroma ki izvaja gol-out, ampak v bistvu za temu ti moraš biti 90 minut v igri, moraš biti skoncentriran, moraš postavljati svoje igralce in tako naprej. Plus tega, da pač ti se cel teden pripravljaš na ta tekma. Treningi so, jaz bom rekel, da so bolj naporni kot treningi igralcev, tako da ni vse samo tisto, kar se vidi v tistih 20 minutah. Sicer pa iz domačih zelenic vas je pot vodila, lahko rečemo, že po številnih državah. Iz Idrije, kam je šla vaša nogometna pot? Ja, v Idriji tam, ko sem bil star 14 let, so se nekako zatem pogovarjala, da je bilo to okolje v Idriji premehno oziroma sem ga prerasel in takrat je bilo zdaj ali bom šel stopnička višji, da bomo pač dali malo več na to, da probamo pač narediti čim več iz tega ali pa da bi se stvar zaključila, pa bi pač igral še rekreativno za vikende, ko bi prišel domov. Takrat sem se odločil, da bom šel v Ljubljano na nogometni klub Bravo. Takrat je bil v bistvu ta klub je bil takrat še zdaj je ena najboljših akademij v Sloveniji in v bistvu sem zadev polno, tam sem dobil tudi golmanskega trenerja prvega, da takrat Mihata Obreza, ki je znam, pa delo z mladimi in je z njegovega rakava prišlo kar nekaj velikih golmanov, tako da hvala Bogu, da sem imel priložnost z njim delati 3 leta. Pa 3 letih pa pol Domžale, 1 sezona, pa 2 sezone Krško, pa tujina. Tujina, to je bil Inter Zaprešič na Hrvaškem, ampak že hitro ste se vrnili nazaj v Slovenijo in sicer k enemu najbolj prepoznavnih klubov k Olimpiji. To je zagotovo velika čast za igralca, da dobite priložnost igrati v takem klubu. Ja, sigurno. V bistvu Olimpija mene že takrat, ko sem šel na Hrvaško iz Krškega, sta me in Olimpija in Maribor sta me klicala, sta si pač želeli, da bi prišel ki, ampak sem jaz takrat ocenil, da še nimam statusa, da bi jaz lahko takrat bil prvi golman v bistvu 2 največjih klubih v Sloveniji. Sem njemu tista želja, pa če tudi tujina, mogoče sezona 2, pa kazati, da zmorem, pa se mogoče pol vrniti. Takrat se je pa kazalo na koncu. V bistvu spet Inter Zaprešič je bil neka stopnička več od Krškega, neko novo okolje. Veliko stvari pozitivnih sem tam prinesel. Na koncu škoda, da sem se pa škodal, sem bil v bistvu bila tudi ta korona. Sem bil pol leta brez nogometa, ampak se je pa klopilo sta Olimpija in je bilo vse ok. No in pri Olimpiji niste igrali preko vloge druge violine, takoj ste stopili med vratnice. Ja, sigurno, moj pogoj je bil takrat, da
bom podpisal za Olimpijo, če se bo name resno računal. Zdaj, da bom jaz druga opcija, to takrat zame ni bilo, bom rekel, sprejemljiv. Takrat sem bil star 22 let, vratar oziroma vsak igralec mora igrati v tistem cajtu. Zdaj, če stagniraš, ni napredka in boš kmalu lahko tudi zaključil s tem. Olimpija sem prišel kot prvi golman, začelo se je super, imel sem dobra sezona in mislim, da bo vse takrat je moglo biti. No, potem pa je sledil prestop v odhod v tujino na Portugalsko. Na Portugalskem gre za 6. najmočnejšo evropsko nogometno ligo, klub Gil Vicente. Tam ste pa tudi takoj opozorili nase. Ja, pa dobri sezon v Olimpiji sem nekako čutil in jaz tem klub, da je pač cajt, da sem naredil korak naprej. Jaz njemu želja jeti spet v tujina, oziroma zame je prišlo poštev sam tujina, tukaj v Sloveniji pač ne bi več ostajal v tistem trenutku. Prišla je ponudba Gil Vicenteja, prav spomnim se takrat, mora biti 3-4 popoldne, me je klical agent, je rekel, bi šel na Portugalsko, sem rekel ja, je rekel ok, čez 1 uro te pa kličem. No, čez 1 uro me je klical, je rekel, imaš let naslednji dan, ob 6. zjutraj in sem se sedel na avion in na Portugalsko. Tako da še ena lepa zgodba je bila v tem letu, ko sem ga preživel na Portugalskem in ne obžalujem tudi tega, da sem šel kje. Kakšno je primerjal, rekel, vzdušja, tega navijaškega vzdušja Portugalsko v primerjavi s Slovenijo? V Sloveniji, verjamem, Olimpija, Maribor, derbi, ogromno navijačev. Kako je na Portugalskem? Najbrž ne samo na teh največjih derbijih, toliko gledalcev. Ne, mislim, ta v Sloveniji, ja, ker pač igra Olimpija, Maribor, pride malo več ljudi. Tam na Portugalskem je po bistvu vsaka tekma vsaj na 5-10 ljudi. Na tistih manjših tekmah, če greš ti na Porto Sporting ali pa Benfica, ki imajo stadione pa 30, 40, 50 jurjev, so stadioni skozi polni. Ni važno, kdo igra, je derbi ali ni derbi. V bistvu tam ljudi živijo za nogomet, živijo za to, da grejo za vikend na tekma, podpirajo svoje klube, na koncu koncev je tudi Portugalska bila evropski prvak par let nazaj in se zlato poznano, je neka euforija še zmeri tam, tako da je v bistvu to nogometna država. No. Glede na to, da ste bili v klubu res dober vratar, kako se je to odražalo pri vašem življenju, prepoznavnost na ulici, je to kaj otežilo, bom rekel, samo življenje? V bistvu, ko sem prišel gor, sem bil za vse ena neznanka, pač prišel sem iz majhne Slovenije, v bistvu takrat, ko sem jaz bil gor, sta bila tam Zahovič pa Oblak. Pač do ostalih pa niti niso videli, kje je Slovenija, niti niso videli, da tukaj sploh igramo nogomet. In v bistvu me ni poznal noben, pa pač kasnemu sem pa kazal neke dobre predstave, jemu dobre polsezone oziroma odlična polsezona. Potem pa ljudi malo bolj tudi spoznajo, tudi na ulici te prepoznajo, pač se hoče slikati, hoče podpise in tako naprej. Ampak zdaj, da bi pa bili Portugalci taki vsiljivi, pa da se jaz ne bi mogel zdaj sprehajati po ulici ali pa iti v miru na kafe, tega pa ni bilo, so bili zmeri spoštljivi, zmeri zelo prijazni, tako da nisem imel nobene slabe izkušnje z njimi. Nažalost se je ta zgodba s Portugalsko zaključila, trenutno so tudi prosti igralec. Kako je prišlo? Vmes ste bili tudi posojeni v Chaves, v drug klub, potem pa tudi prišlo do manjše poškodbe oziroma zapletov pri kolenu. Ja, jaz njemu vrhunske polsezone, bil sem zbran tudi za najboljši golmana polsezone, pa lih takrat v januarju, ko se je začelo malo pogovarjati, smo se začeli pogovarjati z drugimi klubi, da bi menil sredina. Je prišla v bistvu ena majhna poškodba kalina, ki smo jo v bistvu in jaz in klub oziroma zdravniška služba v klubu vzeli z leva roka. Na koncu je pa v 3-4 tednih mi je prišla bakterija v mišica in bi se lahko tudi slabje končalo. Takrat sem bil van z igrišč 2 meseca, potem sem se še vrnil. Sem še imel par dobrih tekem, no pa je pa v bistvu klub izrazil želja, da me predaje, jaz sem izrazil želja, da bi šel. Ponudbe so prihajale, samo v bistvu nobena taka, da bi zadovoljila klub. Pa je pa blizu konec prestopnega roka in smo probali neki rišt s Pasuja v Chaves, isto v prva liga gor.
Nekako tam sem pa že od samega začetka se nisem pa čutil. Bila je neka atmosfera taka negativna, mogoče sem tudi jaz malo kriv, da sem šel mogoče z neka, po vsemu temu, kar se je govorilo tiste 2 meseca, tisti prestopni rok, da bom jaz menil klub, da bom šel pač na spet neka stopnička višji, pa pol na koncu ostaneš praznih rok oziroma griš v Čavez, ki je prišel iz druge v prvo liga, pa z vsem spoštovanjem do kluba. Mogoče sem jaz bil takrat malo preveč, kako naj rečem, negativen in se je zgodba kar hitro zaključila, no sem gor prekinil pol pogodbe in se vrnil v Slovenijo. Ampak glede na to, da ste prosti igralec, verjamem, da se pripravljate za nadaljevanje kariere, iščete klub oziroma vam agent išče novo sredino? Kličejo vsak dan dobivam kakšna ponudba, ampak da zdaj v teh 3-4 mesecih me ni nobena toliko prepričala, da bi jaz pakiral kufre pa šel. Ampak se pravim, zdaj se bo šele začelo december, januar, se bo šele začelo napolno odvijati. Sem pa vesel, da sem vsaj zdaj ti 3 mesece, da sem izkoristil cajt, pa da sem se mogoče najbolj posvetil svoji družini pa prijateljem, ko vem, da zdaj spet, ko bo prišel nov klub, da tega ne bo zdaj še en cajt. Idrija je dejansko športni fenomen, enako velja tudi za nogomet. Poleg vas tukaj Adam Gnezdo, Čerin, Daljo, Kolobarič, še nekaj fantov. Se slišite med sabo, ste v kontaktu? Ja, mi smo v kontaktu skoraj vsak dan, spremljamo en drugega normalno, mi smo v bistvu skupaj zrasli, od 5-6 let naprej igramo skupaj in v bistvu sem vesel za vse te fante, ki smo prišli ven iz Idrije, da v bistvu da lahko živimo od nogometa, da je tu naš kruh in ja, se spremljamo, da smo v stikih vsak dan in res sem zelo vesel tudi za njih, da jim je ratalo. Adam Gnezdo, Čerin je postal že dobesedno stalni član reprezentance. Tudi sami ste bili pa že povabljeni v slovensko člansko reprezentanco, s tem, da v mladinski do 21 let ste že zbrali več nastopov. Kako je to, ko pridete na zbor reprezentance s temi našimi najboljšimi zvezdniki? Pa v bistvu vsak otrok se mi zdi, da začne fuzbal špilati, da sajne reprezentanca, sajne, da bi enkrat lahko živel od nogometa, sajne vse ti polne stadione. V bistvu vse ti igralce, ki smo jih gledali po televiziji, lahko še 5 let nazaj, pa ki se nam je tu zdelo nedosegljivo, posjeti kar naenkrat čez noč vse tu spremeni, si kar naenkrat del tega in sigurno, da se čutiš ponosnega, da je pač predstavlja svojo državo, da si v tistem trenutku eden od najboljših 23 igralcev v državi in sigurno je neko priznanje in sem zelo srečen in vesel, da mi je to uspelo. Upate na še kakšen poklic? Ja, sigurno, pa zdaj naprej treba dobiti klub, naprej treba spet pokazati, da sem sposoben biti tam, da si zaslužim biti tam. Jaz mislim, da sem tega sposoben in verjamem, da bom v kratkem cajtu spet tam. Govorila sva, omenili ste, da je kar nekaj vas zraslo tukaj, bom rekel, v Idriji, uspel v nogometu. Spremljate kaj situacijo nogometa v Idriji? Ja, spremljam. V bistvu zelo sem vesel, da je zdaj prišlo novo vodstvo, da so novi ljudi v nogometnem klubu, da je neka sviža, mlada energija prišla ki. Vidi se, da se nekaj spet dogaja, spet se ustanovila članska ekipa. Tudi vidim, da prihaja skozi več trug na treninge. Lepo je videti spet vse ti ljudi, ki pride na članska tekma in sem zelo vesel, da so spet v bistvu pobrali ta klub, ki je bilo par let nazaj bo zelo žalostno gledati celotna slika tega in sem vesel, da so zdaj prišli novi ljudi in da je energija ta prava. Če narediva en, bom rekel, hiter pogled na celotno vašo dosedanjo kariero, kater dogodek je tisti, ki vam je ostal v najlepšem spominu? V najlepšem spominu? Sigurno zdaj portugalska tekma proti Sportingu, prvi polčas. Na ti tekmi je prišla cela moja družina, moji prijatelji iz Slovenije so prišli več kot 20, mi zdi. In mislim, da je bil prvi polčas, 35 minuta, je bila 11 metrovka za Sporting in sem branil penal. In takrat se je res vse tako poklopilo, da so oni prišli na Portugalska, ista tekma gledati, na tisti tekmi sem branil penal in bom rekel, takrat sem jaz izpolnil svoje sanje in takrat sem se res pač čutil, da sem nekaj dosegel v življenju.
v tem trenutku, ko upravljava pogovor, poteka svetovno prvenstvo v nogometu, navijate za katero izmed ekip, imate svojega favorita? Svojega favorita nimam. To je pač tekmovanje, ki bo po skupinskem delu bo šlo na izpadanje in tukaj je vsaka tekma zgodba zase, 90 minut in tukaj sigurno se bo dogajala presenečenja, že do zdaj so se dogajala. Težko je zbrati favorita, preveč reprezentantov v tem užem krugu, kandidatov za prvaka. Mogoče bi jaz zbral Francija ali pa Portugalska. Verjamete, da bo enkrat v prihodnosti Idrijčan tudi na nogometni zelenici član, bom rekel, nastopil na svetovnem prvenstvu, ker Idrijčanov na tribunah je kar nekaj. Bo prišlo tudi do časa, da bomo do trenutka, ko bomo Idrijčana videli na zelenici? Jaz sem prepričan, da ne samo enega, da nas bo več na igrišču. Žiga Frelih, upam, da se ta napoved uresniči. Želim vam vse dobro v nadaljevanju kariere in pa hvala, da ste se odzvali našemu povabilu. Najlepša hvala za povabilo. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega prispevka in vabljeni tudi k ogledu ostalih oddaj Studia Idrijskih novic.